Govorilo seveda se je o potrebnih trikratnem znesku tega, kar je Slovenija doslej zagotovila, za kar je prejela posebno pohvalo, kajti pravijo, redki so primeri, ko države samostojno vložijo tak denar za evropski projekt. In tukaj govorijo se seveda o 6 do 8 milijonov evrov, zato da bi nadaljnji korak postorili. Na kratko, kaj imamo vse letos v načrtu, tako center Emuni kot univerza. Namreč, jutri je prvi sestanek, konstitutivni sestanek strokovnega sveta. 9.6., kot rečeno, ne bi bil svečani podpis ustanovitvene pogodbe in tudi prva seja Mednarodnega akademskega sveta v Portorožu. 10.6. bo potekala mednarodna delavnica o evropski pomorski politiki, in sicer to delavnico organizira Generalni direktorat Evropske komisije za ribištvo in pomorstvo, Ministrstvo za promet in center Emuni. Poleti, kot lahko vidite iz brošure, bo potekala poletna šola, na katero se že množično prijavljajo najrazličnejši študentje in kjer sodeluje kar nekaj tujih partnerskih univerz. In oktobra, če bo se posreči, bomo že kot univerza lahko ponudili vsaj enega od podiplomskih programov. Ta trenutek vam seveda še ne moram povedati, katerega. In če lahko končam, 26. do 29. novembra naj bi v Barceloni potekala mednarodna konferenca z naslovom Medkulturni dialog in management. Ta trenutek je že skoraj 40 tujih univerz podpisalo z nami pismo o nameri in približno z enakim številom se še dogovarjamo, tako da bi lahko do podpisa ustanovitvene pogodbe imeli praktično že 70-80 tujih institucij. In seveda vključno tudi domačih. Naj povem, da je tudi rektorska konferenca, torej konferenca vseh rektorjev, vseh naših univerz, vključno z ljubljansko, zavzela na zadnjem sestanku precej pozitivno stališče. Tako da računamo, da bomo na koncu imeli v našem okrilju vse slovenske univerze. Prva ta podiplomska fakulteta oziroma študij naj bi se začel oktobra. Kdaj bodo kakšne konkretnejše informacije o pogojih za vpis, se pravi, kaj konkretno se lahko študentom pove glede tega, kdaj, kjer lahko to spremljajo? Torej, naj povem, da je ta datum jasno tisti v najbolj idealnem scenariju in rekordni. Če nam bo to uspelo, smo res naredili ogromno, ampak zaenkrat še ni prepozno, tako da računa, da bi morali imeti vse informacije najkasneje do podpisa ustanovitvene pogodbe, ampak res najkasneje. Ta trenutek zaključujemo z vpisom na poletno šolo, potem bomo pa videli, ampak jaz menim, da tudi ne bo nobena tragedija, če prvi podiplomski program ne bo realiziran letos. Namreč večkrat smo slišali od tujih strokovnjakov, pa tudi politikov, da je boljše začeti z manjšimi koraki in že na samem začetku ogromno pozornosti posvečati kakovosti. Torej najboljšim profesorom, ki jih bomo angažirali, najboljšim študentom, ki seveda ne bodo nujno klasični študenti, ampak bojo verjetno prihajali z raznih državnih institucij, tudi gospodarstva in tako naprej. Seveda poučevanje v tujih jezikih nikakor ne bi smela nobena država ali pa nobena institucija dobiti občutka, da je to bolj nacionalni, bolj slovenski projekt. Ta univerza mora biti nekaj posebnega, mora biti dodana vrednost, ne pa konkurenca obstoječim univerzam. In to seveda potrjuje zelo visoka številka do zdaj pridruženih članic. Kakšno pa bo razmerje slovenski študentje, tuji študentje, če veste kaj konkretnega? Ne, in jaz mislim, da tega razmerja niti ne bomo določali. Seveda bomo pa poskušali, da bo čim več tujih študentov. Bi bili verjetno prisiljeni, če bi bilo preveč povpraševanja, kajti jaz mislim, da je najbolj optimalna številka študentov za posamičen podiplomski program 20. Več kot 20 skorajda ne, če želimo imeti dobesedno interkulturni dialog tudi v razredu, ne pa samo ex katedra oziroma tisto klasično učenje. Če bi seveda imeli problem, da bi bilo preveč domačih študentov, bomo gotovo
upis omejili v korist tujih študentov. Mislim, da je to. In še en korak naprej si upam trditi v korist študentov, ki prihajajo iz držav, ki niso članice Evropske unije. Torej, če pogledamo teh 39 držav, to je 27 članic Evropske unije, 12 jih pa prihaja iz Severne Afrike, Bližnjega vzhoda, no in najnovejši članici sta Albanija in celo Mauretanija, ki niti ni direktno sredozemska država, ampak jo je Euromed sprejel. Medse, kar mislim, da je dobro, kajti mediteranski melos in kultura in način življenja seveda sta širšega pomena kot samo za res striktno geografsko območje Mediterana. Spomnim samo še na cilj te univerze, ko smo ga zapisali v Kairu. To je, da postane kvalitetna valilnica nove generacije intelektualcev, ki bodo bolj vešči medkulturnega dialoga v tem prostoru.